Ljudje in ljudine, poslušate 59. epizodo podcasta Obot podcasta, v katerem za vas gledamo, odspremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, Oki, Bakemono, Otomo, Desi, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo. in moja malenkost, ime mi je Aljoša Harlamov. Danes pa imamo pred mikrofonom prvič oziroma novo gostjo, novo namestnico agentke, to je Tanja Cvitko. Kulturna producentka s trenutnimi ambicijami postati kulturna menedžerka mi je napisala, ki je svojo kariero začela graditi skozi Društvo ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije Prizma, ki je živelo od 2005 do 2009. Draga Tanja, pozdravljena v našem skrivnem štabu, kako si? Servus in kar v redu sem. Ja, nič se ni motilo, ker smo ti mogli povezniti kapuco na glavo, da ne zveš, kje snemamo in te stvari. Super je, Ja, odlično je. to v Mariboru je to. Dobila sem zapit, tako da se štima, gremo. Jaz mislim, da je to pač v Mariboru itak neka konstanta, pač, da ti ljudje poveznejo kapuco na glavo, pa te nekaj peljejo. Tako da domnevam, da te to ne more motiti. No, Nikakor ne. no super. 59. epizoda je 4. epizoda 3. sezone, posvečamo jo kultni mangi iz leta 82-90, govorimo o prejšnjem stoletju, ne v prihodnosti. To je japonska verzija stripa, za tiste, ki niso razumeli, kaj so te čudne besede, vam jih bomo vse razložili, iz katere je nastal tudi kultni celovečerni anime, to je zdaj japonska verzija risanke iz leta 88, oboje nosi naslov Akira. Mislim, da je Akira, ne Akira, ne? Ja, japonsko, če bi bil za verist, je Akira. Ja, Akira, ne? Ja. Okay. No, ker jaz sem nažalost našel sem neko risanke, sem neko angleško dubbed version, tako da sem imel Akira. Ok, se pravi Akira. Akira. Skratka, če Akira niste ne brali, ne gledali, potem za vas velja standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike. Če ste brali ali gledali, ali brali in gledali, pogumno nadaljujte. Če bi raje prej brali ali brali in gledali, storite to čim prej in se k poslušanju te epizode vrnite pozneje. Mi gremo pa pogumno naprej. Maestro, udari musko na veselje. Skratka, mi smo že na 59. epizodi, snemamo ko zmešani, danes imamo v studiu, ne vem, če je to studio, no, skratka, v našem štabu Tanjo Cvitko. Zakaj imamo Tanjo pri Akiri, ve Igor? Ali ne vem, zakaj smo... Najbolj ti pove Tanja. Ja, Ne vem. Ampak ti si jo predlagal kot za Akiro, tako da Jaz sem jo Mito, predlagal. ti si, se pravi, veš nekaj o Tanji, povej nam Daj. to stvar. Jaz, ko sem brskal za Akiro, kdo bi bil lahko naš gost, vem, da si bila povabljena za simpozij Cyberpunka v Jesenicah, takrat sem te že imel zacahnano zraven Twitter aktivnosti, seveda. Pa potem sem našel nek Zeitung, pa ne vem kaj, za kjer Zeitung je bil, kjer si imela esej o tem, ne? Sem imela. V bistvu moram zdaj takoj na začetku izraziti veliko hvaležnost, da ste me izbrskali, da so ostale še sledi, spletne sledi o mojih aktivnostih 15 let nazaj na tem področju. Namreč mi smo s kolegi nekje leta 2004-2005 sezona smo ustanovili Društvo ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije Prizma, ki je bilo prvo tovrstno društvo po 20 letih v Sloveniji. In je eden izmed naših prvih dogodkov je bil ravno tematsko usmerjen na Cyberpunk. Ali sem jaz takrat imela Akiro ali ne, se ne spomnim ravno, vem pa, da sem obravnavala Cyberpunk številko mesečnika Sirius, ki je bil v Jugoslaviji mesečnik za znanstveno fantastiko. Po razpadu Jugoslavije je potem na Hrvaškem nadaljeval mesečnik Futura. Čisto mimo grede, vi ste pač tukaj, poslušalci nimajo te priložnosti, imam en tatu na telesu. Tanja se zdaj slači. Skratka, pristopili smo v PG vsaj 15-16, no? Tale moj tatu, to je vesoljček,
ki mu je ime Bočko, oziroma Buljo oko čudovište, Bug-Eyed Monster, ki ga je zasnoval leta 1976 Krsto Ama Žuranič. In tale lik je nastopal v mesečniku Sirius pod prsti Darka Macana. Darko Macan, če bo poslušal oziroma ga bom usmerila k poslušanju, bo zelo vesel. Darko Macan, torej hrvaški ilustrator, stripar, založnik, vse živo. In Darko Macan je razglasil 10 let nazaj, da on več tega Bočka in njegovi dogodivščin ne bo risal, da je konec, da je fertik s tem v svoji karieri. Jaz pa sem se odločila 3 leta nazaj, da Bočko lives in sem si ga dala tetovirati in to bo ostal moj večni tatu. Ampak, da se vrnem nazaj, mogoče vam bo še žal, da ste me povabili v podcast. Ker me znajo linije odpeljati v... To ne bo zanimivo. Je? Ja. Me veseli, hvala Igor. Torej, z društvom smo se ukvarjali z različnimi vsebinskimi linijami vsega tega, kar nas je združevalo. Ni bil samo torej ZF, to so bili torej animefili, animefilke, cosplayaši, imeli smo anime projekcije, imeli smo filmske projekcije. Fanzin je izhajal prvo številko, oziroma z ničto številko smo začeli, ad infinitum smo ji dali ime, potem smo se demokratsko odločili, da to nekako vsem nam ni všeč, pa se je preimenovala v neskončnost. To je bil torej po dolgem času en fanzin, v katerem so urili svoje prste bodoči potem strokovnjaki oziroma ljudje, ki jih je odpeljalo v različne smeri, tako da to društvo je dejansko tudi za nekatere moje kolege, pa tudi z mnogimi sem izgubila stik, je bila neka platforma, neka ljubiteljska, da so se kalili in razvijali dalje svoj interes. Imeli smo gamerje, D&D, različna področja smo pokrivali. Cyberpunk, torej Akira, kot tak pa je najbrž bil na tapeti kakšnih anime projekcij, ki smo jih vrteli v ilegali, potem smo imeli težave, zato ker so nas eni malo prijavili, da to pa ni okej, ker ne spoštujemo avtorskih pravic. Malo so vas prijavili. Potem smo imeli težave v tistem prostoru, kjer smo jih predvarjali, da to moramo vse underground, malo tak, da to se ne sme tak veliki zvon oglaševati z fotokopiranimi plakati, ki so bili polepljeni po Mariboru, da tega ne smemo početi. Potem ko je društvo šlo v tri krasne, kot ponavadi z društvi je, sem obrobno malo spremljala, kaj se z določenimi interesnimi skupinami dogaja. In sem bila strašno vesela, da so recimo anime ljubitelji nadaljevali potem projekcije druženja skozi kino Udarnik, skozi svoje društvo. D&D je nadaljeval, ustanovilo se je društvo Zlati Goblin, ki so potem se specializirali v neke druge smeri in tako naprej. Tako da nekaj smo povzročili, nekaj smo zgenerirali, da se je zadeva začela razvijati naprej. In tudi dobivam vsake toliko nekaj spodbude, Tanja, daj spet naredi društvo, se še beremo ZF, pa sem pa tja. Meni se s tem iskreno več ne da ukvarjati. Jaz sem to svoje dala skozi, kar je bilo, to so bili tudi moji začetki, neke organizacije dogodkov, združevanja ljudi z različnimi interesi, naučila sem se tudi kako bi človek rekel, kadrovskega menedžmenta, če zdaj uporabljam neke fancy besede, kako upravljati interese različnih ljudi, da se nihče ne počuti izključeno, da se ne upošteva koga in tako naprej. Dobro, prepuščam dalje. Zakaj je Akira Cyberpunk, dajmo potem ti to zastaviti? Zakaj je Akira Cyberpunk? Akira je dejansko... Jaz bi mu kar rekla, da je to saga, da je to epopeja. Mi smo recimo skozi društvo, in jaz, ko sem se pač tem ukvarjala 15 let nazaj, nočem zdaj se nikakor imenovati za neko strokovnjakinjo za cyberpunk, ker nisem. To je bil en moj interes ljubiteljski, ena izmed mnogih smeri. Akiro bi jaz mogoče postavila celo box space operi, mislim, v smislu žanra. V smislu žanra epopeje, sage, vsebine, ki jo zaobjema. To je eno megalomansko delo, ki je uspelo zajeti v svojem volumnih
japonsko nacionalno identiteto, ne, in jo predati bralcem skozi ta format mange, torej najbolj razširjene oblike zabave, ki jo imajo na Japonskem. In je tudi ena taka zgodba, ki v sebi vsebuje različne dimenzije, usmeritve in tako naprej, in je tudi potem zgenerirala dalje z svojim vplivom vse to, kar danes poznamo kot Matrix, kot vse to je išlo iz Akire. Zato to smatram kot eno delo, ki bi ga morali poznati, vsaj anime, podobno pa kot imamo Don't judge a book by its movie, ne, tako tudi tako bi tudi morali mango si vzeti čas in prebrati. Jaz vem, da je zoprno recimo tistim, ki ne poznajo žanr mang, ne, da je to zdaj strip, ne, pa sem pa tja, pa to je neka trivialna zadeva. Ne, strip kot tak je izjemno vizualno močen in bogat in tu sploh dejansko ni veliko teksta. Ne? To ni Vojna in mir, to ni Tolstoj, to ni Dostojevski, kar je meni bilo fascinantno pri Akiri, ko sem dobila priporočilo, da si to preberi, pa ja, ne. Pa še zakaj, zdaj smo neki strip brati, ne. Daj, to si moraš brati. In jaz sem brala Scanlation, kako se tem reče, se pravi, to je prevod ljubiteljski, ki se je še bral, to smo brali na računalniku, to so bile velike skupnosti, ki se je še bral v obratni smeri, kot smo mi navajeni brati, se pravi iz desne proti levi. In tudi ti kvadratki, ne, so leteli, dokler sem se jaz navadila tega načina branja. In kar mi je bilo najbolj fascinantno, mislim na začetku, čisto ko gledam sebe kot bralko, ki ni bila še izpostavljena temu, mi je bilo, da pri sami Akiri niti ni veliko teksta. Ogromno je zvočnih efektov in ta slikovna upodobitev, ta vizualna estetika Akire je nekaj neverjetnega. Jaz sem padla noter v te slikice, ne toliko v samo zgodbo. Zgodba je potem prišla za mano. Tako da bi zdaj prepustila dalje besedo, kar se pa tiče mene, definitivno mi je Akira spremenil življenje, če se lahko malce patetična. Zakaj mi je spremenil življenje? Zato, ker mi je odprl neke nove dimenzije, nove spektre in določene popkulturne elemente zdaj gledam z očali Akire, ki jih ima. No, super. Super za ta tudi zgodovinski uvod. No, jaz vseeno mislim, da je tudi fino, da dostkrat vemo, da seveda tudi podcast Obod se nanaša na neko zgodovinsko tradicijo ukvarjanja z žanrom pri nas, na kar smo pač mi tudi vedno ponosni. Jaz večino teh stvari, ki si jih ti omenjali, ker sem bil takrat še bolj mulc, recimo se spomnim vseeno, ne, vem, da sem videl ene par teh fanzinov, vem, da sem naletel na te stvari, ampak to je zdaj že skoraj da res malo pozabljeno, ne? In je fino, da to tudi malo obudimo. Jaz sem hotel za začetek, mogoče Tanja je super že povedala ene stvari za tiste, ki mogoče vseeno, kaj pa jaz vem, ste živeli pod kamni zadnjih ne vem koliko let, pač niste nikoli slišali, kaj so to manga. Ne? Skratka, ja, manga je seveda najprej bila seveda beseda, ki pomeni strip ali pa risoroman, kot se zdaj temu pri nas reče, ne? Pač japonska beseda za strip ali pa risoroman, ki pa smo jo mi na zahodu prevzeli ne samo kot poimenovanje za strip ali pa roman, ampak za strip in risoroman, ki zdaj izhaja iz japonske. Ima neko svojo estetiko, jaz mislim, da tle ne morem, pač da se ne bomo, mogoče bomo tem več kaj povedali, ko bomo o sami Akiri govorili, ampak seveda ima svojo estetiko, slišali smo tudi, da se že bere z druge strani. Zdaj vi, če kupujete recimo iz Amerike, dosti teh pač prevodov iz angleščine, so večinoma že preslikani. To pomeni, da se jih bere, po naše, po zahodnjaško, z leve proti desni, ampak jaz recimo ne maram tega, jaz ponavadi iščem tiste, ki prevajajo skratka mange tako, da jih pustijo v originalu, in zato, ker je tudi dosti prilagoditev. Zdaj danes sicer japonski mojstri seveda že to upoštevajo malo in ni več tako, ampak
ene stvari se pa vseeno malo zgubijo, malo grejo, pač drugačen vrstni red je, ne grejo tako dobro skupaj. In vem, da so ene stvari tudi dorisali, recimo za zahodno občinstvo, a pa malo spreminjali, zato da bi ujeli to našo. Meni se pa to zdi to kleno, da če ne moreš iti malo z desne proti levi, pa od zadaj brat, ja, ljubi bog, no, pa tudi se ne rabi za to zanimati tok, no. Skratka, in to je manga in seveda anime je pa podobna fora, sem da govorimo seveda o animiranem filmu oziroma animirani seriji, ne? In je pač to beseda spet, ki zdaj ponazarja japonsko verzijo animirane serije ali pa filma. Sama Akira je sicer izhajala v Young Magazine, to je bila revija za seinen mange. Seinen je, skratka pomeni, mislim, da mladino, ampak večinoma so seinen manga, govorimo seveda, ker obstajajo žanri mange, če tega niste vedeli, absolutno ne, je young adult manga za fante, skratka namenjena fantom. Jaz recimo, najbolj, ker sem bil v live presenečen, pa sem mislil, da malo poznam to sceno, je bilo, ko sem bil pred 4 leti prvič v Leipzigu na knjižnem sejmu in tam imajo, mislim, da 6 hal, ima ta knjižni sejem in ena od njih je namenjena bolj ali manj samo fantasyju in večinoma mangam in šele takrat sem jaz videl, kako velika scena je recimo v Nemčiji in kako je to pač neprimerljivo s tem, kar je pri nas, ker so bile dolge vrste po 100-200 mladih, ki so čakali na podpis nekega mangakeja, skratka to je risar stripa japonskega, za katere manga jaz v življenju nisem slišal. In so bile pač dosti je bilo teh nekih teh žanrov, ki so namenjeni srednješolcem ali pa najstnikom. No, skratka, dogaja teh romanc šolskih pa tako. Dosti je bilo tega, recimo in mene je takrat to čist presenetilo, no, koliko je to popularno. Ampak ta popularnost, če se vrnemo zdaj nazaj k Akiri, je ena od skratka teh prvih risank ali pa mang, animejev, ki je na zahod prinesla to japonsko kulturo, je pa ravno Akira. Ne? In tukaj mogoče lahko spet se vrnemo k temu. Izhaja skratka manga od 82 do 90, na to pa je bila od 84 do 91 pa je izhajala v 6 tankobonih pri založbi Kodansha. Tankoboni so pa tako, kot imate. Jaz sem poslikal tudi Tanjine stripe, pa dali smo jih tudi kot neko napoved v te epizode, tako da jih lahko vidite. Skratka, te zveščiče seveda zberejo pol v malo večje, daljše arke, v daljše zgodbe in jih potem izdajo posebej. Vse to isto delajo Američani s svojimi Supermani, Batmani in tako naprej, ne? Ker mi v Evropi smo vendarle bolj navajeni, malo bolj stripovskih albumov ali pa malo daljših stripov. Jaz kot občudovalec Bonelija, zbiralec Bonelija, vem, da oni imajo recimo 96 strani je njihov strip vedno, ne? Oziroma razen teksta, ki je 112 strani, tle so pač ful tanjši. To malo pliva tudi na ritem same štorije, o čemer bom jaz malo več govoril pozneje. Skratka, in smo pri Akiri. Jaz mislim, da najboljše, da itak govorimo kar vse o obema, da ne bomo zdaj posebej o mangi, posebej o animeju. Midva z Igorjem smo mango prebrala pred kratkim, posodil nam je Mito, ki je zaradi tega zdaj, to je najna krivda, midva smo predolgo brala. Jaz smo tukaj tri srpske izvode, zelo čudovit prevod, tako kot recimo Alan Ford, ne, v srbščini funkcionira, oziroma v srbo-hrvaščini je funkcioniral, v drugih jezikih pa bolj ne. Tako recimo Akira čudovito funkcionira v srpskem prevodu. No, seveda, ja, recimo, pač to je tudi pri nas zelo značilno, ne, mi zdaj imamo sicer Vige Vage knjige, ne, ki izdaja recimo risoromane, ampak z japonske imamo pa zelo malo, recimo slovenščino prevodov, pravzaprav jaz sploh ne vem, da je kakšna manga. Zdaj izhaja sicer revija za mange, oziroma tako zelo sporadično, no ena taka fanovska bolj, ki tudi nekaj prevajajo, ampak zdaj sem pozabil, je Magnat naslov ali nekaj takega. Revija, ampak ja, v slovenščini imamo zelo malo prevodov. Mogoče pa se vseeno vrnimo k temu, a sta vidva, skratka, Igor in Mito, anime gledala, kdaj ste ga gledala, skratka. Je bil to tudi za vaju eden prvih animejev, ki ste jih videla, in ki vam je navdušil za naprej? Ne, v bistvu jaz sem odraščal že ob teh kratkih formatih animejev, kot so Robotech in še enih par, ki so bili na pač raznih evropskih teh kanalih, za filmskih ali pa
teh z risankami. Tako da slog pripovedovanja, pa pač montaža, pa samo to, kako je narisano in tudi malo v pogled v svet mi je bil že dost znan od tega. Potem kasneje, ko sem gledal pa Akiro, kar mislim, da je bilo po mojem enkrat sred 90-ih, najbrž enkrat takrat, ko Ghost in the Shell, pa sem ponovno odkril ta svet, ker so se mi te anime vseeno zdele malo otročje, ki sem jih takrat gledal, pa mislim, pri Robotehu konkretno, ker sem ga še kasneje šel enkrat skozi gledati, se ful poznati, da so v bistvu Američani vzeli 3 japonske risanke pa skupaj zmontirali, ker se jim je zdelo, da bo tak boljš. Ampak ko si mali, pa tudi tako je bilo, da si kak del vmes spustil, pa nisi čist mislil, da zaradi tega mogoče ne štekaš čist povezave med tem, kaj se dogaja, ampak ne, zadeva je bizarna. No in tukaj je pa potem Ghost in the Shell in Akira in vse te stvari pa imajo eno koherenco in fokus in čist noro zgodbo zelo našponano, tako da me je takrat zelo navdušilo, je pa bil resen problem karkoli najti v Sloveniji zelo dolgo, z tega področja. Tako da v bistvu potem smo šele, po mojem, večinoma bili preko matrice in teh pač predelav je bila večina izpostavljena mangi, pač torej filmov, ki so imeli močne vplive tega žanra. Jaz pa sem zelo zgodaj začel, jaz pa mislim, da v 2., 3. razredu z fuzbalskimi anime. Torej Tsubasa Otsora, Superstar Soccer, pa Kickers, ki so bili na RTL-ih. To so bile take bolj res otroške, pa Mila Aohara, to je taka odbojkašica 70-ih, to je anime iz 70-ih. Blizanec na en gif videl, ko trener focka njo, ki ne rata, sem tako, kar hardcore za današnje razmere. Ta prve resnejše teme, pa mislim, da preko Kolnkište na Ptuju pa RTL 2 večerni program, torej nemški kanal, se ne vem, če še obstaja. Pa mislim, da prvi, ki mi je v spominu ostal, so Records of Lodoss War, je pa taki high fantasy anime. Akira pa potem v srednji šoli 2. ali 3. letnik, tu nekje. Mislim pa, da tudi zelo sporedno z Ghost in the Shellom. Takrat sem imel kar orang fazo Mamoru Oshija, ker sem celotno njegovo filmografijo požaral od Angel Seg leta 85 naprej, ki je štartal zelo z takimi hardcore filozofskimi zadevami do, mislim, da Avalon je na zadnji film, ki sem ga gledal od njega 2001, ki je pa na pol live action sneman na polskem, pa anime. Tako da Akira je pa v bistvu eno od teh prvih, ki me je tako potegnil, ne zgolj zaradi zgodbe, pa cyberpunka, pa predvsem zaradi ful hude animacije. To mene pri animeju najbolj potegne, ker za moje pojme, on tem še lahko malo več kasneje povemo, je to še zdaj zelo zdrži kot vrhunec 2D cell animation lovorike, še malo kar. Mislim, ta tehnika je potem kasneje se nehala uporabljati bolj ali manj, ker je zdaj vse digitalno, tako da mislim, tudi dvomim, da bi kdo šel še danes tehnike uporabljati, ker je toliko pač dela več treba. Ampak mislim, te ene komod malo več povemo o tem, ampak naprimer ene bližnice, ki so jih ti animatorji uporabili in teh je bilo orang. Če počakaš do konca na kredice od Akire, to je ogromno ljudi, vse približno podobno kot Avengers Endgame, več studijev, več animacijskih studijev, ne vem koliko keyframe artistov pa interframe artistov, ki so naredili res takočo animacijo, ki je zelo primerljiva vsaj z Sneguljčica in 7 palčkov, ki je znana po tem svoj takočem gibanju pa tako naprej. In mene, naprimer, če primerjaš z ostalimi, ki sem jih prej naštel, naprimer, je to tako tekoče, toliko detajlov, pa vsakeč znova, ko jo pogledam, je vedno nekaj novega tam, ki me počaka, vedno en detajl, ki so ga vključili za tisto mikrosekundo noter, ki je večina ljudi ne bo opazila, ampak je tam za guštno. In je res. No super, je pa to pač
Vse so te zgodbe kar podobne, ne na zadnje, jaz mislim, da tako anime in manga sta prišla k nam, ker sem tudi, jaz sem tudi, kot mi to gledal, sem pač te stvari po RTL-u, jaz se sicer takrat spomnim, da je tudi, ne vem, en slovenski kanal, mislim, da je bil Pop TV, tam v 90-ih fural Dragon Ball. A-kanal, Pop TV, eno od tega bo imel Dragon Ball, ne, in jaz sem takrat malo bolj pač spoznal ta anime, seveda takrat, ker je bilo to televizija, pa nisi mogel gledati vsak dan, pač nisi videl vsega, mene so pač te fuzbalske pa to totalno iritirale, zato ker pač to je ena akcija, ki je trajala tako 4 epizode, ena tekma, no se je polje tudi Goku začel s temi, mislim Goku, Dragon Ball, ja, ker je bil en fight, tako 3 epizode in pač 3 dni zapored nisi gledal, nisi vedel, kva se je zgodil, kaj se je dogajalo. Tako da je bilo dosti tega, pol pa seveda z vznikom interneta, ko smo lahko pač piratizirali, ker drugače, nismo mogli priti do teh stvari. Mislim, še zdaj ne moramo. Ja, še zdaj je zelo težko. Če bi hotel Akiro pogledati, ni v nobeni tej pretočni videoteki mogoč na Google Playu, da se da dobiti, ampak na Apple sem gledal, pa je nisem našel. No, ampak recimo zdaj vsaj ima, recimo Netflix ima ves Studio Ghibli, recimo. Ne? Ja. Imaš neke stvari, tudi jaz sem zdaj gledal pred kratkim, sem se prvič spomnil, da na Netflixu malo še pogledam, koliko ima anime in ima recimo neke teh serij tudi v redu. Jaz si bom pol eno od njih omenil, ker sem jo začel gledati, ampak ja, tako in pol smo začeli s temi serijami pač downloadati in to gledati in jaz sem pač takrat vso to klasiko anime serij pogledal, pa tudi teh filmov in recimo Akiro sem gledal, mislim, da je skoraj da istočasno z Ghost in a Shell in sem takrat pač to kultne te zadeve si pogledal. Zdaj pa je pač to itak vmes eskaliralo, tudi mange se pač v konzorciju sem se začel kupovati tudi mange, imam nekaj tega tudi doma, nekaj še itak zbiram, v resnici jaz mislim, da še nisem niti ene kompletiral, imam vse nekako na pol, ker sem hkrati začel Berserk, pa Full Metal Alchemist, ki je meni ena mojih najljubših, pa še eni 2 ali 3 kupovati in pol nikoli nisem tako, zdaj nedolgo tega sem se spomnil, da itak, zdaj, ker imam Amazon, zakaj ne naročam tam, tako da zdaj bom to malo kompletiral, ampak ja, velike tega in Akira pač, kot smo že začeli, je bil pač ta anime, ki je veliko vplival na zahod, kar se meni zdelo zanimivo, pa je to, če mogoče zdaj gremo počasi v zgodbo, sploh Akire, nekaj do zdaj še nismo. Če smo že obljubili spoilerje. Spoilerje, skratka, Igor, ti si ponovadi tisti, ki nam daš spoilerje. Tako, ker začne spoilerje. Odgovorni krivec. Okay, torej, najprej bom film, potem pa bom povedal, kaj je še dodatnega v mangi. Torej, film se dogaja v Neo Tokiju. Prva scena je eksplozija ogromna, ki pač spominja na atomsko bombo, kar je zelo pogosta vizualija v animah, sploh tistega obdobja. In potem pač na ruševinah tiste eksplozije zraste novi Tokio, Neo Tokio, kjer vidimo, da je neka urejena družba, ampak spoznamo ga skozi tele biker genge, ki so pač vandali in wannabe gangsteri. No. Motoristične tolpe. No, to, motoristi. In te glavni junaki na eni točki srečajo enega fanta, ki je zgleda kot starček in tale se potem izkaže del ene vladnih poskusov, ki jih delajo, ki so jih začeli delati na otrocih, ki so razvili mentalne, paranormalne moči. In eden iz tega genga jih tudi ima, Tetsuo. In zato ga zgrabijo in začne delati poskuse na njem vojska. Potem je še cela ena zgodba z enimi revolucionarji, pa z enim kultom zraven, pa tak dalje. V glavnem pa se ta glavni junak, ki mu je ime Kaneda? Hvala. In punca, ki ima všeč kaj, se lovijo naokrog z vojsko in probajo rešiti tega prijatelja oziroma ga ustaviti, zato ker njegove moči postajajo nevzdržne in Tokiju grozi še eno uničenje. Zaključek zgodbe je potem pač, da jim nekako rata oziroma Tetsuo in Akira, naslovni Akira, ki je en v nek silo zaprt fant,
ki je povzročil tisto prvo eksplozijo, potem ona dva ustvarita novo vesolje in nekako popravita tukaj svet. V mangi je še ful več zgodbe vmes, med drugim so, če se ne motim, 3 to vrstne eksplozije, ki vsaka malo uniči zraven Tokija in vsaka ustvari nov Big Bang in novo vesolje nekje. Akira dejansko in Tetsuo vladata Tokiju oziroma ustanovita Empire of Japan in zdravita ljudi, imajo en kup ljudi z paranormalnimi močmi, potem pač so se bojujejo skupine med sabo, vojaški sateliti dol padajo, v glavnem milijon stvari se zgodi. Zaključek pa je približno nekje na enako točko pripelje kot film. Zdaj, kar tukaj je bistveno dodanega, je politično, da politične nemire od študentskih demonstracij in tega, ki so trajale od 60. do 80. nekje na Japonskem, vključi not kulte, ki so nastajali verske, ki so potem privedli do tiste Shining Path, ki je naredila napad na podzemlje. Do pač teh nekih čist basic želj po imperiju, ki pač Japonska je država, ki se je soočala z izgubo ogromnega imperija in v bistvu nekaj podobnega najdeš recimo v Danteju, kjer malo potarna na eni točki, da včasih je bil veliki Rim, zdaj pa pač ne. Jaz mislim, da si mislil en anime, ki je Dante. Ja, jaz sem bil za tam, ampak ne, Igor, kar gre k izvorom. Ker Dante Alighieri, ja. Mislim, da v peklu to. No, skratka. Kje pa gre? Skratka, manga ima ogromno tem noter, ki so zanimive. Prvo, kot je že Tanja prej rekla, iz estetskega, iz zgodovnega, še bolj pa z enega zgodovinskega, sociološkega vidika, ki v bistvu jim film ne more priti blizu, ker pač traja samo 2 uri. Čeprav razumem, je v bistvu za film napram mange, nekako je zelo skrčen, itak, ne? Ampak torej manga ima 6 zvezkov, vse teh, ki jih imam jasno, in da film se bolj osredotoča na prvi, pa na zadnji, da premošča ta 2, ne? Vmes je pa v bistvu ogromno spuščenega, lahko mogoče poveš, kaj je, naprimer, tisto res izpuščenega, Orenk. Ne, v bistvu so se potrudili, da so dali take neke fanservice stvari noter, recimo tam zelo pomembni liki, ne? Kot je tale ženska, ki sem zdaj pozabil, ki ima ta drugi kult, ki so pol v vojni z Akiro, ona se pojavi za res 1 minuto, nekje gre mimo in ima kao častijo Akiro tam, namesto, da bi bili proti njemu. Tako da en kup teh stvari se not pojavi kot referenca na nekaj, ni pa zdaj razloženo, kot je tam v zgodbi dost na široko in razdelano. Tako da, mislim, res veliko stvari zmanjka, ampak hkrati pa, če si bral mango, pa potem pogledaš film, si vseeno zadovoljen s tem. Ne moreš zdaj pričakovati, da bo to sprožilo pogovor o anime z nekom, ki ni bral mange, da boš lahko se pogovarjal o njih vseh temah, ki so še noter, ampak lahko pa jih omeniš, pa načneš. Kar se meni zdi pač tudi zanimivo je to, da pač itak je manga, ki je isti, ki je naredil anime, se pravi Katsuhiro Otomo, jaz ne vem, če smo to na kateri točki omenili, razno v vodo, ker sem nas uklical za njegove sledilce, za tiste, ki ne razumete japonsko, točno to sem naredil. Skratka, Katsuhiro Otomo je tle, jaz moram priznati, da zdaj, ko sem bral pač mango prvič, sem bil mičkeno razočaran, no. Zdelo se mi je, da je zgodba sicer super, so bili vsi ti umestni dodatki, tam je ful še drog noter, ful mi je všeč ti kulti in kako je to naredil, ampak v resnici je zgodba na nek način precej razvlečena. Včasih problem, ki ga ima manga, je v tem, da dostkrat skačejo točke A do točke B in ene 3x, 4x preden naredijo nekaj, kar se v animeju zgodi takoj. In to je mal problem, no. In se mi zdi fenomenalno, kako je Katsuhiro
preprosto ene stvari kondenziral in jih naredil toliko močnejše. Skratka, veš, oni grejo 3 ali 4 vdrejo ta štab vojske in se po naključju ravno takrat tudi oni vdrejo, skratka, vdrejo in se pravi Kaneda in po drugi strani Kej in se tam srečata in spet gresta na razen in še enkrat vdreta in se spet srečata. Imaš pol teh nekih naključij in tako in malo laufanja brez nekega konsekvenc za zgodbo v resnici. Vsakič zveš en delček te velike uganke, kdo je Akira, kaj je, recimo. In to je on super kondenziral. Je pa še ene stvari ful naredil, recimo v risanki bolj grotesne. Ne? Akira v mangi je deček že od začetka, zaprt v tem nekem, karkoli pač to je, kapsuli. Medtem ko v risanki je pa deček kot neka pojava, ni fizično prisoten, fizično prisoten po nekih nevronih, ali kaj ima tam noter. Tam so deli telesa kot za eksperimente, še samo shranjene. Ja, ampak mislim, da so tam deli, ne vem, možganov, nevronskih celic ali nekaj, ne? In pol se on sestavi. Ne, ampak to mi je zelo dobra referenca, bila še boljša, ker je v bistvu na Egipt, ne? Ker on je zaprt v piramidi in tako so bili oni razstavljeni vsi organi, tako je tu on, ne? Tako da to mi je bilo zelo vredno izpeljave. Ne? Ampak mislim, da stvar je v tem, da on je začel delati film potem, ko je prvo knjigo že napisal, tisti del, da si že pokaže Akira in pol je že deček in pol ne moreš iti nazaj. Tako da Meni je recimo zelo všeč, jaz bom zdaj tu šla spet v neke druge sfere. Kako dejansko ta epopeja, ta saga nese v sebi japonsko nacionalno identiteto, se pravi zgodovinski spomin, ki se vleče skozi kri Japoncev in skozi celo njihovo zgodovino. In ni Akira edini tak primer, ne? Moja prva izkušnja z anime, ker sem imela srečo in sem bila v družbi anime geekov v Mariboru in so mi naredili selekcijo, so vedeli, kam mi bo všeč. Moja prva izkušnja je bila serija Neon Genesis Evangelion, ki me je šokirala totalno. Dejansko so se potem frendi mi smejali, da zdaj pa imam šok po ogledu, pa še to sem ogledala si v 2 ali 3 dneh, tako da sem dejansko potem prihajala k sebi in predihavala to celotno izkušnjo te serije. In če lahko povlečem tu neke vzporednice, ne? Se pravi, preslikava, kanaliziranje tega, kar Japonci nosijo v svoji krvi, v svoji dediščini in tako naprej, skozi en popkulturni element, se pravi skozi format mang in animejev, ki so množično konzumirani in nekako tudi, glede na to, kolikšna je popularnost teh zadev, da oni dejansko tudi doživljajo katarzo kot narod, ne, skozi ustvarjanje animejev in mang in skozi samo konzumiranje. Ne. Se pravi, da imajo potrebo prečistiti sebe in dati skozi in predelati določene stvari, ki jih nesejo zapisano v zgodovinski spomin. In kaj mi je zelo všeč, torej mladi liki so tisti, to so neki uporniki, to so v Evangelionu, so to v teh robotih, to so mladi ljudje, ki se soočajo tudi z neko krizo lastne identitete, pa se iščejo, pa se razvijajo, pa so ljubezenski zapleti in tako dalje. Se pravi, da Japonci nekako prepoznavajo mlade generacije kot nosilce, prihodnosti in neka oblika happy enda. Ne? Se pravi, kljub temu, da se zgodi uničenje, kljub temu, da eksplodira atomska bomba in sem pa tja, vedno je neka luč na koncu tunela. Ne? Se pravi, ti, ko prebereš mango, ko predelaš v sebi in tako naprej, tudi samem bralcu ali gledalcu ponudi na koncu nekaj, ne sesujete, ker ti da potem neko upanje za naprej. Če smem malo skočiti, kako vidijo mlado generacijo, ali se ti zdi, da se je to potem v 90-ih spremenilo z deli, kot so Battle Royale,
ki sicer ni anima ali manga, ampak je roman in igrani film, kjer dejansko gre za neke vrste vojno med generacijami. Ne poznam. Ja, meni se zdi, da to mi je zelo zanimiva tema, ne sem jo hotel v bistvu že prej napeljati, na to, ker bi se ta neki postapokaliptični moment, ki ga Japonska fura v svoji popularni kulturni, predvsem z Akira pa Gojira, oziroma Godzilla, ne, da je to nekako moment do 90-ih, pa se mogoče z nekim kulturnim, ekonomskim boomom, ki se jim je zgodil v 80-ih, 90-ih, ko so postali ekonomska velesila, se je začela kulturna identiteta malo preizpraševati v japonski, ne, in se to potem na Battle Royale pa Death Note, ne, malo preizpraševati, kjer se pa v bistvu identiteta japonske pa mladine začne preizpraševati, ko se začnejo drug proti drugemu boriti, torej kaj je kapital, kako se v bistvu tole jebe med sabo, ne, tudi ne pozabiti, da mislim, da v enem eseju, ki sem ga navedel noter, ne, ti pomeni tega, jaz nisem vedel, naprimer, da so imeli na Japonskem zelo močne komunistične stranke, ne, naprimer, ki so tudi to identiteto, pa kapital, pa ekonomsko moč pod vprašaj začele postavljati. Ne. Po vrhu pa še potem v 90-ih imaš te orang probleme z naravnimi katastrofami, od tsunamijev, potresov. Tsunami je bil kasneje. Bil je potres v Kobeju, pa bil gospodarski zlom, pa napad na podzemni. Ker to se mi zdi, da v bistvu Akira nastane v nekem takem, pa tudi Neo Genesis Evangelion ne nastaneta v bistvu nekem takem res obdobju, ko se tema postapokaliptične japonske pa identitete res na vprašaj postavi, ne, in se mi zdi, da to na nek način dobro izražata. Tudi, če se vrnem na Akira, ne, kdo je Tetsuo, ne? Tetsuo je v bistvu kao nekaj iznakažena spaka, ki skoraj da, že onkraj simbolnega, res veristično skoraj ponazarja tvačenje Hirošime pa Nagasakija, teh ljudi, teh posledic, ne, ki se poznajo na telesu, ne, tak neki body art, zelo sporedno že sklonem. Pol, ko začne dobiti sposobnosti. Ja. Definitivno je tudi zgodba o tem, ne, to je zgodba o Hirošimi in Nagasakiju, to je vendarle zgodba o tem, kako so ti neki otroci odraščajo brez staršev, sirote so, je neka anarhija v njih, se pač upirajo, so uporniki, so pač v motoristični tolpi, ampak seveda odraščali so brez staršev iz preprostega razloga, ker jih je pač starše uničila, pač zdaj ne atomska bomba v tem primeru, ampak pač nek sistem. Ja, sistem in pa v tem primeru nek pač dogodek, ki ga niso vedeli razložiti in ki se izkaže, da je pač ta Akira pač povzročil neko eksplozijo. Ne? Skratka, in tudi meni se zdi ta zelo zanimiva, je pa pač to sem pa jaz tudi hotel, pa mislim, da sem že enkrat omenil, mi je zelo zanimiva, ne, kako je ta tema, koliko časa v resnici ti po eni strani rabiš, da pridelaš eno tako temo. Ne? Skratka, od 45, mislim, bomba je 45, ne? Tam nekje. Skratka, rabiš ti generacije, da seveda, ki odraščajo s tem, ki ponotranjijo to in lahko pripovedujejo to zgodbo na nek način in jo predelajo tako, da je nam tudi vsem ostalim zanimiva, ampak seveda je to bil tudi obdobje največjih napetosti med vzhodom in zahodom, kjer se je pač rožljalo z jedrskim orožjem in kjer so se res spraševali ljudje, kaj se lahko zgodi. Poleg tega, da recimo to je tudi obdobje, ko sta CIA in KGB na drugi strani čisto resno tuhtala, ali obstajajo ljudje, ki imajo telekinetične sposobnosti ali pa neke pač paranormalne sposobnosti in kako se da to uporabiti kot orožje. In to se mi zdi pač neverjetno. Ne? Zato imamo mi dost tudi teh, pač tudi v anime mangah je dost tudi teh tem, ne? Kako so neki ne super junaki v ameriškem smislu, ampak super junaki v tem nekem smislu, da imajo neke te paranormalne sposobnosti, ne? Ker recimo Američani letijo, pa imajo laser eyes, pa ne vem kaj, pa so ful močni, tle pa je zmeri nekako psihološko, se mi zdi pri Japoncih, ne? Za razliko od Američanov, ki je to zelo eksterno, ta njihove super moči, ne? Ja, meni se zdi, da mogoče tukaj ena od poglavitnih razlik, jaz vedno vidim na japonski kulturi, ne, ta kolektivizem, ne? Že z njihove feudalne zgodovine se v bistvu kao ta kasni sistem, ki se potem v 19. stoletju preobrazil v imperialni, bla bla. Ampak ta kolektivizem je nekako zdržal vse do 90-ih, ko pa se mladina začne že upirati skozi pop kulturo z izražanjem, ne vem, čist x ekscesov, ne, kako se oblačijo, kakšno glasbo poslušajo. Suicide Club, naprimer 2001, ki je taki ekscesni film, ne, naprimer, ko se gre za individualnosti. Se mi zdi, da v bistvu kao tukaj, potem
Naprimer, zanimivo, ker si omenila Neo Genesis Evangelion, ki je tudi na Netflixu. Ne? Ko sem ga prvič videl, meni je bil tesnoben, ker je takšna eksistencialna esejistika noter zapisana. Najstniški angst, ja. Čist, pa na koncu zadnja 2 dela sta popolnoma zmedena, pa sem jih že 5krat pogledal, pa še mi zdaj ni jasno, kaj se dogaja. Ampak si slišal, Tanja, da je to happy end. Kaj A je? Mislim, zanimivo se mi zdi ta kontrast, ko veš, Američani eksternalizirajo, pa probajo narediti kao nekih, tudi happy end, ampak zelo drugačen, ne. Medtem ko ta, rečemo temu doomsplay, ne, neka tegoba, ki vseeno obstane v oblaku nad našimi glavami, pa se mi zdi, da pri obeh teh izdelkih zelo se obdržita tudi po koncu, ne. Ker Akira se zaključi tako, torej Tetsuo Akira zvizneta bla bla, medtem ko Kaneda Kei ostali pa živijo na novo porušenem Tokiju, ne? Tako da tisti, ki so imeli, kar naenkrat imaš full obalne nepremičnine. Ja, ampak mislim, da to pač je en tale vrnitev v dobre stare čase, ker najbolj so ljudje skupaj držali po obnovi, ker niso se mogli soočiti z grozo, ki je naredila Hirošima, ali grozo, ki je njihova vojska povzročala po celem kontinentu, in so se enostavno, zdaj pa imamo nekaj drugega za delati, dajmo obnoviti mesto, pa pozabimo na vse te gobe ostale. In mislim, da je tu ta sreča v uničenju, oziroma v tem, da boš šel popraviti svet. Ampak meni je tudi zanimivo, ker Akira tle res postavi en standard, kako zgleda mesto prihodnosti. V vseh, dosti recimo Blade Runner, ki je skoraj da istočasno, ne, z Akira nastajal, se pravi Blade Runner, sem rekel, je 82, ne, Mad Max je 79, ne, in se mi zdi, da v Akiri imaš oboje. Bolj pomembna je dvojka, no? Ja. Enka nima nič Mad Max. Ja, bolj še pomembno je ekipa 81, ne, če se ne motim, ali 80, celo leto kasneje. In se mi zdi to ful zanimivo to, ker ko jaz gledam recimo, tudi ko gledamo recimo Ghost in a Shell, pa kakorkoli, imamo vedno občutek, da kljub temu, da je to zelo visoko tehnološko zdaj mesto, ne, z temi reklamami, ki so gromozanske ali pa ne vem kaj, imaš vseeno nek občutek, da se je tle nekaj zgodilo pred tem, neka apokalipsa. In imaš po drugi strani to revščino, imaš ljudi, ki živijo čist zunaj, in se mi zdi to, da je znanstvena fantastika zmeri to nekako združuje, ne, ker tu imamo tudi Neo-Tokio po eni strani ful visoko tehnološki, po drugi strani pa imaš te neke množice nekih ljudi, ki so kot neke podgane. Ja, ki se ne morejo vklopiti to. Ja, ki se ne morejo vklopiti to. In to imaš vedno to zgodbo. To imaš tudi v Matrici. To imaš Johnnyjo Mnemoniko. To imaš vseh teh kiberpunkovskih zgodbah imaš to, ta film. Predvsem kiberpunk, mislim, da to dobro dela, ker rečemo sci-fi, Star Treka se s tem nabara, ima zelo čisto, estetsko izpraznjeno, medtem ko tu pa imaš ta nek palimpsest. Torej, zabris pa zapis na novo staro površino, ki se dogaja, predvsem v cyberpunku. Ker se mi zdi, da kiberpunk je ta poanta, pač neka, da je neki, a se nekaj človeškega zgublja v tehnološkem, ali pa je pač ta prekrivnost človeškega tehnološkega ni 100%, neki vmes škrta, neki vmes so ljudje, ki ne morijo, ki ne pašejo tle noter, tako kot je pač v kapitalizmu, in to se mi zdi, da je kiberpunk je zmer tudi zgodba o kapitalizmu in o tem, kako ga živimo. Ne? Ja, kiberpunk je bil prvi, ki je pač prišel z idejo, da politični sistem ni države, ampak so korporacije. Tako da to se tukaj v Akiri recimo ne čuti. Ne? Tukaj, kar je kiberpunkovskega pri Akiri, po mojem, so vizualije, ki so enake kot v Blade Runnerju, kar je v bistvu na ključje, da ljudje na različnih koncih sveta pridajo do podobnih podob. Hkrati pa imaš tale body horror element, ki je isto kot tesnoba telesa v kiberpunku, kjer je telo premalo za to, kar pač digitalno omogoča. In se glavni junak ponavadi se mu zdi njegovo telo odveč. Ne? Tukaj pa pač imaš Tetsuo na koncu, ki
že ima kovinsko roko, potem pa še pač tisto celo mutirano, ali kakorkoli bi temu rekli, telo. Ne? In tudi vse te otroke, ki jih šopajo z tabletami in spreminjajo, in vse to je tudi neka drugačna tehnologija je uporabljena za body hacking. V stripu imaš še seveda droge, tle recimo v risanki je zelo manj drog, ampak v stripu on nekaj časa potiska oziroma to bolečino, ki ima nove sposobnosti, modine, migrene, potiska dol z drogami. Krati so pa droge, znanstvenik nam pove, verjetno tudi eden od vzrokov, zakaj on tak je. Ne se meni najbolj, da on v bistvu prevzame en tale motoristično tolpo. Ja, te klovne, ki so tudi in potem vsem zaplenim vse droge, potem pa morajo oni napadati vse ostale tolpe, da jim zaplenijo vse droge. Ja, ker on rabi ogromne količine. On sam poje vse droge. Ja. Njama, droge. Kapitalist. Tanja, prosti, prej sem te prekinil, si ne, lahko kar nadaljujemo, kakor nas pelja. Ne vem, kje sem bila. Pri postapokaliptičnosti. Ja. Kaj smo še hodili? Mislim, mene zanima, predvsem te, veš, to je ful odrasla tema, odrasli izdelek. Veš, mislim, da danes govorimo o popkulturi kot nekaj, kar je zelo dostopno najstnikom, pa še mlajšim, se jim tudi prodaja na ta način. Ampak, veš, leta 88, ko Akira pride, pa tudi danes zelo to težko prodajaš, da bi gledal zato za svojim najstnikom pri 12 letih. Je kar izzivno, se meni zdi, si tako predstavljam, ker glede na nasilje, ki je noter upodobljeno, od raztelešenih ljudi do posilstev, do nadlegovanj na cesti pri živem dnevu, belem dnevu, ne živem. Ne vem, kako se tebi zdijo te teme? Mislim, je to nekaj unikatno, Akiri, ali... Jaz, moji skoraj najstnici, starejši punci, ki je stara 9, jaz si tega ne bom še ponudila v branje in konzumiranje. Je pa res, da kaj svem, recimo tipična punčkasta japonska serija je Sailor Moon, ki pa se ukvarja tudi z temo dobrega in zla, in tukaj imamo tudi, kar mi je recimo fascinantno, pri japonskih animacijah je to, za razliko od ameriških, da nimajo čistega ločevanja na dobre in slabe like. Nimajo črno-belih likov, ampak je to vse neka sivina, se pravi ta neka človeško, se pravi tudi dober lik pod določenimi pogoji je lahko slab in ima slabe odločitve in obratno. Ampak vse to mislim je tudi v ameriških stripih dost pogosto, vsaj od 80-ih dalje. Mislim, imaš like kot je Harley Quinn pa tale Poison Ivy, ki so zelo skačejo sem pa tja, pa večina jih je. Prej včasih je bilo zelo striktno, da je pač črno-belo, potem se je pa to spremenilo, je pa res, da to, kar dobimo potem skozi risanke in pač te adaptacije, pa je ful bolj razdeljeno. Tako da mislim, da osnovna pač oblika, torej stripi, da jim sledi vsaj od 80-ih dalje, ampak to so tisti, ki so bolj kao odraslim namenjeni. Tako da do neke mere. Jaz si mislim, da tle, pač ne smemo vsem pozabiti, da tle je bil velik vpliv na zahodno kulturo in jaz mislim, da od takrat tudi recimo so risanke postale risanke, že ko rečeš risanka v slovenščini, tako imaš občutek, da je to, govorimo živ žavo. Ampak recimo meni se zdi, da je tako, jaz sem šele z anime pač tako spet začel gledati animirane filme pa serije nazaj, ker v Zahodu imamo veliko tradicijo Simpsonovih in humorističnih recimo risank, nimaš pa ti ene serije risane ali pa full serij, zdaj neke tradicije, ki bi obravnavale odrasle teme ali pa kakorkoli. Malo je tega, mislim, zadnjič sem slišal eno dobro primerjavo, če Hayao Miyazaki, Walt Disney, japonski, je potem Otomo, Zakiro, Ralph Bakshi, japonski. Ker Ralph Bakshi se pa je že v 70-ih, 80-ih, omenili smo ga pre Conana,
se pa ukvarjal zelo z odraslimi temami, droge, prostitucija v New Yorku in tako naprej. Ne. Pa imel si par teh pozno večernih sova animacij z ameriških heavy studijev. metal, pa vse je bilo tega, kar nekaj je, je pa tako zanimivo, ker tam pa v Japonskem je pa to cela industrija. Ne? Mislim, ker vseeno, mislim, da popkulturno gledano, če se namoti, pa ne me kdo popravi, ne, da animeji pri njih kotirajo zelo podobno kot celo večerci. Ne. Mislim, ti cash, ki ga obrnajo, popularnost, ki gre skozi to mange itak, ne, da je zelo primerljivo. Medtem ko na zahodu ni to takšen boom, vsaj ne še kljub San Diego. Ne, mislim, Evropa pa še toliko manj. Jaz vem, ko sem imel, pardon, samo to še, ko sem skušal domačim razložiti Akira pa Grave of the Fireflies, naprimer, ne, od Isao Takahata, ne, ki je tudi postvojna drama. To je kar vojna drama. Ja, vojna drama, pardon. Ja. Je težko razložiti, v bistvu, je risano, ne, ampak to so hardcore teme. Ne. Mislim, mene predvsem Grave of the Fireflies me čist prizadev, ne, čista dio. Ne. In je čisto na nivoju Schindlerja pa Ryana, naprimer, ne, reševanja. Samo jaz mislim, da imamo mi to mogoče evropski problem ali pa rečemo post-jugoslovanski problem, ker so pač nam risanke oziroma animacijo prodajali zelo drugače preko Baltazarja pa Jan Švankmajerja. Pa tudi stripi so dost veljali za šunt. Pač mi imamo to zelo specifično situacijo, ker so stripi bili pač ki se še jaz se zmel dosti spomnim, da je bilo, češ, da stripe bereš, pa res bereš, pač šunt in sranje. Stripi so za one, ki ne znajo čist vredo brati. Tako nekako. Čeprav recimo je pa zanimivo, ker v Evropi, recimo Francija ima zelo razvito. Res je odvisno od kulture, oni imajo te bande sine, imajo pa zelo razvito stripovsko sceno, medtem ko Nemci spet nimajo, so pa Nemci zdaj recimo v Evropi eni glavni konzumenti mang, recimo, ne, pa ne nazadnje, tako kot smo se pogovarjali, so imeli na RTL že v 80-ih anime, ne, in je spet ta neka tradicija, ki se je spravi mogoče pač nam, mogoče z tega vidika mal manjka, ker se to ne prevaja tok tekoče, pa tako ne. Je pa zdaj vprašanje, koliko je recimo pač s temi pretočniki, ki so vse te stvari bolj dosegljive spet ratale, ne? To bo zanimivo videti, koliko bodo mladi pač na prek Netflixa pa teh virov zdaj odkrili neke anime, ki bi se drugače morali kar krepko potruditi, da jih najdejo, ne? Zdaj pa ti jih priporoča, če pogledaš eno, potem vse, ne? Tako da, pa mislim, ne nazadnje tudi na YouTube je ogromno stvari ilegalno ponavadi naloženi, mislim, tudi Akira. Zelo možno, mislim, da je v celoti na YouTube. Prej Daily Motion ali pa kaj. Tako da to vsekakor je neka podlaga, da bi se lažje najdlo, ampak kot si rekel, stripi pa animirani filmi v slovenski kulturi ne veljajo kot nekaj, kar bi odrasli ali celo najstniki konzumirali. No? In je pa zanimivo, da nimamo več vplivov pač prek EU in drugih kulturnih kanalov, zato ker evropske produkcijske hiše delajo kar napredne risanke, tudi za odrasle in tudi srbski anime, Technotis je bil odlično narejen, ampak in je zmagal na Lifu, če se ne motim. Potem pa pač distribucija, ko pride vredno v kino, pa noben ne zna tega razložiti ljudem, pa ga vidi 5 ljudi. Ker pa je spet tak, da katerkoli prav zares art film bi zmagal, bi ful ljudje šli, a to pa je zmagalo na Lifu. Gremo gledati to vojno dramo, kjer vsi naredijo samomor na koncu, super, ne? Tukaj pa rečeš, tukaj pa je en kiberpunkovski, srbski animirani film, ki čistko da koncepte predstavim se, to je zafrost. Tudi kinodvorane so še 10 let nazaj sukale vse risanke in ne cenzurirane, ampak sinhronizirane in v originalu, ne? Ker recimo
Dobro, se meni je, sej jaz ne rečem, par sem videl teh, pa super, naši zdaj sinhronizirajo, ampak jaz bi vseeno raje videl v originalu, če razumem jezika, pa tudi če ne japonsko raje gledam, zato pač mi ni bila zdaj všeč ta Akira, ki sem gledal, ker sem imel v angleški, ker nisem našel boljše, ker imam jaz vedno raje izviren zvok, ne izviren jezik. In to me je malo tle zmotilo, ne? No, mislim, od celovečernih anim je pa sinhronizirana edino čudežno popotovanje. Torej, Ja, slovenščina, ta je. Ja, no, pa vsako Disneyovo. Ne, od anim. Od Anim. Ja. Ja. Disneyjeve so pa vse. Ja, to je res. Let it go, let it go. Spomnila sem se na samuraja Jacka, ker sem cel čas razmišljala, ne, kaj jaz z mojima deklicama, torej 9 let pa 6 let, kaj jim nudim v konzumacijo. Samuraja Jacka se spomnim, da sem ga kar hitro ponudila. In je tudi to pač cyberpunk žanr, zelo specifična animacija in zgodba in izjemna serial animirani. Ja, Denita Tarkovski je genius. Genius. In se spomnim, da sta to dobivali z mojo interpretacijo. Se pravi, jaz sem opazovala nju ali pa eno, neko je bila samo še ena, kak zdaj to dojema in kak si to zdaj ona dekodira v glavi, to, kar se dogaja, ker tudi je veliko nasilja, roboti so, glasno je, motorji špricajo, neko olje šprica in tak naprej. S tem, da nikoli ni krvi, ne, vsaj tega. In je skozi mojo interpretacijo potem dobivala razlago, ne, kaj se dogaja. Tako da mislim, ne, evo, zdaj je starševska odločitev, da ko ju bom vpeljevala v svet animejev, dobro, za manga je še prvo morata svoje čtivo dati skozi za šolo, potem bo šele prišle mange na vrsto. Ampak kar se pa tiče animejev, ne, da bo verjetno z starševsko razlago in interpretacijo, da se v glavicah kaj ne gre v napačno smer. Ja. Ampak se to bi moglo dejansko se vsakim takim, tudi če ni. Je pa zanimivo, pač imaš pa to prehodno obdobje, to mi je super, samo Jack. Tudi Star Wars te risanke so vse tako, zato ker se borijo, bodi si vedno proti nekim droidom, in pač nikoli ni krvi, ne. Zmeri jih raznese, lahko pa vse, lahko delaš z njimi, pač je neka ta nedolžni umori se dogajajo. Ja. Brezimni kolateral. Tako je. Ja, se spomnim, sem gledal Transformerje, ki so tudi bili v 80-ih ta varianta. In pa je bil film in umrejo. In tako, what the fuck? Optimus Prime je mrtev, ne! Smo hoteli še o Akiri kaj povedati? Ja, jaz bi lahko celo nakladal o tem. Mogoče še kaj o vizualijah, vseeno lahko si privoščiš. Veš kaj meni, ker si primerjal Blade Runner za Akiro, jaz vidim pa eno zelo jasno distinkcijo v barvah. Blade Runner ima eno zelo tako megleno neonsko svetlobo noter, ki je potem tudi 2049 povzel, ne, Villeneuve verzija. Medtem ko Akira ima pa take zelo oksidne, pastelne barve. To so anorganski pigmenti. Če zdaj ne veste, kaj to pomeni, ne? Google it, Aljoša in barve. Ja, sem videl, zdaj te pogledati, what the fuck ta zdaj razlaga. Naprimer, tam ona scena, ko Tetsuo testirajo v oni veliki komori MRI-jev, naprimer, ne, imaš tiste zelene, tiste turkize, naprimer, to so taki anorganski pigmenti, napram naravnih organskih okrov ali pa drugih barov, naprimer, in je že tukaj ta distinkcija, kaj je umetno, kaj je naravno, in se mi je zdelo zelo zanimiva izbira za anime noter, ne. Ker, naprimer, če zdaj zopet primerjam z Neo Genesis Evangelion, ima zelo taki barvit, svež, veder pristop, ampak je pa kar hud kontrast do tem, ki jih skuša povedati. Medtem ko tukaj pa ta odtojenost preko drog, politike, revolucije, pa vlada, ki posega v posameznika noter in ga spreminja, ne, se mi je pa zdelo tukaj dosti bolj konceptualno umeščeno, pa premišljeno, ne, v Akiri. Ne. Strip tega ne prenaša toliko dobro, ker je pač samo par strani barvih. Ja, ker je črno-bel, ne. Pa, tako kot sem že omenil, sama animacija je vrhunec zaradi tehničnih sposobnosti v smislu, koliko ur pa dela je bilo vloženega samo v, rečemo, prvi tale street chase z motorji, naprimer. Ker večina animacij se riše na 2. Torej v 24 framih ti vsakega drugega narišeš, da imaš potem koliko toliko tekoče, ne. Večina televizijske produkcije, rečemo,
animiran Batman, tale TV serija, je tako narejena. Ne? Večina TV serij še danes je tako narejena, da vsak drug frame je animiran. Medtem ko pri Akiri je pa rečemo 90% na eno. Animirano in je ogromno dela noter vloženega, zato da je res to tako tekoče, tako lifelike, da se izrazim. Ne? Pa še eno stvar sem gotovo prijati, Akiri glih na poti sen, ko sem se furil, soundtrack, folka veš tako spusti, zvok, dialog, pa soundtrack so bili posneti pred samim risanjem. Torej, vse je bilo že napisano vnaprej za anime. Ne? In v bistvu so animatorji gledali igralce, kako furajo radijsko igro in prilagodili gibanje ust, kako so igralci v studio govorili. Povrhu je pa, mislim, da tale glasbenik, Yasuhiro, nima veze, bom dal noter, na Y se piše, je nek konceptualni umetnik, ki je naredil glasbo po večini z človeškimi glasovi, predvsem tam v Bike Chaseu se ful dobro opazi, ne, tisti neki naprimer glasba na ta način narejena, ampak tip je tak bizarno odpilen, on je delal v frekvencah Shoji Yamashiro. Ja, thank you. Skratka, tip je delal v frekvencah onkraj človeškega sluha, v ultrasoundu, torej onkraj 20.000 kHz, 20.000 Hz, pardon, ki ga človeški sluh ne sliši več. In to pomeni tudi, če si ti popolnoma zdrav ne slišiš, ne? Kaj šele za starostjo, ko se ti slabša. Ne? In šele, mislim, da Blu-ray edicija je koliko toliko prenesla ta zvočni zapis, pa ga ne more slišati in moraš imeti ne vem kako hudo pizdarijo od zvočnega sistema, da sploh slišiš, kaj je on vse si predstavljal v zvoku noter. Sup mačkam se pa mešal. Po moje, ja. Po moje. Mislim, meni se zdi že huda ideja, da ti pristopi zraven pa reče, jaz bom nalil nekaj, kar ben nikoli ne uslišal. Dajte mi gnar. Ti povem, kdo je še podoben pristop imel? Marilyn Manson pri Resident Evil filmu. Jaz sem mislil, da bo rekel Björk, ker mi je prva ideja, pač mislim, da je vse ta organski... Od Björk bi to pričakoval, od Marilyna Mansona pa Resident Evil filma pa ne. Ja, on je bil razočaran, ko je izvedel, da mora samo skor napisati in ne cel zvok. In pol je naredil tisti skor, pol pa je še ful dodajal zvokov zraven, pa so bili oni vsi malo, to ni tvoj job, nehaj. Ne, mislim, ti pa šel noter, na koncu sem pa po par esejo, ki se, naprimer 45-minutni esej, ki se kvare samo z 2-minutno sceno noter, ki gre frame po frame, pa pokaže, to je dober, to je zato dober. Pa o temu soundtracku, ne, predvsem o zvoku, je še en esej noter, ga bom dal, dejansko zanimivo mi je, da res ti delaš nekaj, kar ne moreš slišati, ali pa oziroma moraš imeti tak hud sound system, da sploh čutiš nekaj, ne? Ker to pa že gre na ono raven, da zvok čutiš, ne? Imaš infrasound, ki je pod 20 Hz, da ga čutiš na telesu, ultrasound je pa nekaj, kar ti v bistvu že malo vpliva na možganske frekvence, ne? In se mi zdi, da konceptualno tako zraven pristopiš kao, da jaz bom to delal na to, ker pač Akira se s tem ukvarja, ne? In to hoče samo povedati, da v bistvu zraven vseh teh vizualih, zgodbe, pa tem, ki jih opisuje, predvsem v japonski, pa v japonski kulturi in identiteti še, potem tudi ta vsa konceptuala odzad, ki je podporni steber temu. Ne? Tako da ni zastonj to eno od res vrhuncev, ni samo animacija, ampak arta nasploh. No? Ja. Skratka, nosečnice lahko dobijo še ultrazvok. Anekdota, ker sem pač edina ženska, ki je dala skozi 2 nosečnosti. Nisi edina ženska, ki je to uspela, ampak tukaj pa definitivno si dala edina kakršnokoli nosečnost. Se pravi, kakršnokoli. Se pravi, moja starejša punca, 9 let je stara zdaj, 9,5, me je naučila včeraj, da ona že 9,5. Bog ne daj. Okay. No, se pravi, ona, ko še ni pač stopila na ta svet, ne, je pa bila vsebovana v meni in je, torej noseča sem bila nekih 7 ali 8 mesecev, to je kar že konkretno videna zadeva. In se šla v kino Udarnik Mariborski, ki ga žal ni več, to so ene druge zgodbe, gledati Akiro. Bilo je hladno, to je bil tudi en velik problem kino Udarnik Mariborskega, ni bilo gretja, bila je zima, ni bilo gretja, zeblo me je, ampak dobro, ok, jaz sem ga že itak že gledala, poznala sem zgodbo, ne, sem pa tja. In torej jaz se nekako namestim, nosečnica pa, ne, se zadekam in tak, ne, in še tak sama sebi pomislim, evo,
zdaj bo moj še nerojeni otrok z mano prvič gledal na velikem platnu, z zvokom, z soundom, to vse skupaj Akiro. Kaj se je zgodilo nekje na polovici, se pravi nekje pri najhujših scenah, je moj otrok v trebuhu začel reagirati. In to je bilo zame zelo neprijetno, ker ko se pravi dojenček skače materi po notranjih organih, po ledvicah in vseh to, kar je notri, ni to prijetno in dejansko se morala zapustiti dvorano. Ker je ona skozi mene, skozi moje doživljanje, mogoče tudi celo skozi ta zvok, ne vem, je nekaj doživljala in je reagirala. Tako da v trebuhu ni videla Akire do konca skozi mene. Torej večina buržujev, kao, ne dajmo od Mozarta, Beethovna, ne, ti Akira, to. The best. Super. To. I like it. Ok. Jaz malo tako, se malo kar stisne, ene ste stvari preveč Se vedno bolj doživljam. embryo pozno. Kaj si te ti gledal? Sam si ga vrag vedi. Tebi so najbolj brali poezijo. Ne? Najbrž ne, ampak ok, pustimo to. Skratka, to je bila Akira kultna, resnega kultna manga. Dajte si jih nekje dobiti, skratka, sicer smo gotovili, da animeja nikjer ni, ne, Igor? Ne, anime je, mislim, ne, je na YouTubeu, če se ne motim. Zdaj, kak dolgo bo gor, ja. Mislim, Blu-ray lahko kupaš, ne, DVD. Ja, da se ne baviti. No, v knjižnicah mogoče. Ja, tudi to je včasih, to je včasih kar pozavim, da knjižnice so to naročale, da imajo DVD. Skratka, če imate kam vtakniti Blu-ray, če imate, ne vem, kakšno teh Xbox mašin ali pa nekaj takega, tam lahko gledate. Oglejte si, preberite, mi pa vam bomo zdaj dali še predloge, še za več gledanja in branja, in sicer sem prosil svoja soagenta in seveda gostjo, da priporočijo vam seveda še dve, še kakšno mango ali anime, da bi za branje in ogled, in Tanja, ti si nam pripravlja dve, ki ste mi zelo zanimivi, ker jaz ne poznam nobene od njih. Ja. In niti ne vem, kje bi to poslušalci lahko dobili, nimam pojma, znajdite se, mislim, Google knows everything, in če sem jaz jo dobila, ne vem, 12-15 let nazaj, jo boste tudi vi. 20th Century Boys. To je manga, vse anime je bil tudi narejen, samo ga nisem gledala, ker mi je zmanjkalo časa. Je torej zgodba, ki tudi vleče neke sporednice z Akiro, zato bi torej ljubiteljem Akire bil všeč tudi 20th Century Boys, kajti gre za skupino mladeničev, ki odraščajo, torej so tukaj tu neki elementi in so v bandi, v gangu, in se dogajajo neke nadnaravne parapsihološke zadeve, neki kult se pojavlja v tem okolju in pripovedovalec, ko zgodba teče, pripovedovalec je vsevedni, torej pripovedovalec nam, bralcu, sporoča, da nekaj je in moraš to zdaj brati naprej, če te ta enigma celotne te zgodbe zanima, kdo je zdaj ta v kultu, ker se moraš prebiti skozi ogromno volumnov, da to izveš. Držite, skratka, mene je držala izredno ta manga, je to tako zelo, da nisem delala kolokvijo izpitov za faks, ja. Drugo pa je animacija, ki jo priporočam, oziroma tudi manga obstaja. Seveda, jaz sem brala mango in tudi gledala sem anime. Yokohama Kaidashi Kiko, mislim, da se izgovori tako. Zakaj pa mi je to všeč bila in jo tudi priporočam v iskanje, Google it, find it, you will find it, ker zopet sporednica z Akiro, in sicer gre za postapokaliptični Tokio, ampak iz enega popolnoma drugačnega stališča, iz ene čisto druge, krasne, take romantične perspektive. Se pravi, uničenje, Tokio ni ga, ampak ni to krš, to ni uničenje, to ni to, kar mi vidimo estetsko v Akiri, ampak so neki ljudje, ki so pač preživeli, vse pod vodo, tu pa tam se vidi kakšna ulična svetilka, tako mirno, romantično, lepi svet, vzdušje in robotka
robotka, predstavljate si robotka, lepa pač deklica na Vespi. Vespa, motorček. In ona se fura, ne, po tem svetu. Šele naknadno seveda ugotovimo, da je dejansko robotka. In se pravi, ta zgodba, ta anime opisuje eno vizijo postapokaliptičnega sveta, eno idilo, ki je nastala po uničenju tega vsega, kar je, in skozi to vodo, skozi neke spomine zaznamo dejansko, kaj je bil včasih Tokio in tako naprej. Tako da meni je to bilo fantastično konzumirati in doživljati čisto eno drugi način izbrisa sveta in vzpostavitve nekega novega sveta, kjer vse laufa, pač tako kot laufa. Okay. Na Vespi. To z moje strani. Mita? Jaz bi priporočal, ki mi je ukradla že prej z Neo Genesis Evangelion. Ki ga tudi priporočamo, seveda. Ne priporočam eno mango, ki me je na akademiji ful presunila, in to je Blue od Kiriko Nananan, upam, da se prav izgovori. Je pa kratek risoroman o srednješolski lezbični ljubezni. Je pa skoraj da brez teksta, ampak pristop do kadriranja, ne, do risbe, ki je popolnoma estetiziran, linijski, izčiščen, brez pretirane navlake. Je pa tako izjemen, tako precizen, tako kompozicijsko izjemno zastavljen, da še me zdaj navduši. No? Tako da je na spletu, mislim, da ga kako se že reče, na Goodreadsu ga imaš, pa še na Amazonu ga lahko kupiš. No? Goodreads je social network, najbrž misliš Book Depository, jaz jo vedno zamešam. Ja, vse tudi, no, se prečujem to. To ful priporočam od manj, pa še eno tako najstniško oziroma otroško anime na RTL-u. Upam, da bom to prav izgovoril. Mirai Keisatsu Urashiman, je pa to Future Cop, so prevedli v Nemčiji pa Ameriki. Zgodba je pa, to je anime iz 83 serija, mislim, da je 60 delov tu nekje. Tipa v 80-ih pograbijo v prihodnosti, no, kot old school cop v prihodnosti skuša pač reševati kriminali, ne bi ste taki cyberpunk samo full z komičnim zasukom. Kuška ima za pajdaše, pa tako naprej. Tak, zabavno šit. Lahko jaz samo še poslušalcem, nekim je bila všeč Akira, ali pa se bodo odločili konzumirati Akira, omenili smo torej Genesis Evangelion, Ghost in the Shell, Battle Angel Alita je ena taka. Pa ne film. Cowboy Bebop, zagotovo poznajo, pa Serial Experiments Lane. To pa je bil tudi en anime, ki sem ga v zelo kratkem času konzumirala in sem tudi rabila en čas, da ga predelam. Dosti je izredno je plival name psihološko, ne? Serial Experiments Lane, ker je močno in intenzivno dogajanje z srednješolkami oziroma srednješolko, ki jo mučijo te razne zadeve v glavi. Hkrati pa res neverjetno filozofsko poglobljena zgodba o tem, pač o neki digitalni revoluciji, ki nas čaka, skratka o tem, kako avatarji postajajo mi in kje je v resnici razlika med našimi avatarji in našimi fizičnimi telesi in tako. Mindfuck. Ja, nora stvar, jaz sem tudi na polovici bil totalno zmeden, pa sem ful bral o tem, preden sem šel dalje, no, se mi zdela tudi tako zelo fina. Igor, ti si nam tudi neki jaz bi rekel, da najprej si ne rabite vedno slikic poleg gledati, 2 knjigi bom priporočal, ki zelo tale knjige sem s črkami. Ja, sem s črkami. Tale apokaliptični vidik Japonske predstavita in sta zelo podobni knjigi, tako da če eno preberete, dajte še pol drugo, ker da date to mimo, pa ste pa lahko dobre volje. In sicer prva je John Hersey Hiroshima, ki je na voljo tudi v slovenskem prevodu. In tale John Hersey je delal intervjuje z preživelimi, kaj se je zgodilo tam in kako so dojeli to, kar se je zgodilo. In ta njegova knjiga je dejansko v ZDA, ko je izšla, jim postalo jasno, da to, da so razstrelili 2 mesti, ni bilo
zgolj vojaška zmaga, ampak da kaj smo naredili, ko smo razstrelili 2 mesti. In druga knjiga je pa Haruki Murakami Underground in je v bistvu enako narejena, je pa z preživelimi, delal pogovore s preživelimi po tem napadu na podzemni. In je obe knjigi sta krasno, precizno napisani, postavita žrtev takega napada v ospredje. Murakami tudi sicer predstavi te ljudi, ki so to povzročili. Predvsej se mu smilijo, ker so pač dosti zavedeni bili, ne glede na to, da so bili zelo intelektualci, ampak krasni knjigi. Kot anime in manga pa je super zadeva, ker ste se vidva že bunila glede tega, nekoč Death Note. Ja. Je pa... Ne, vse je čisto ok. Tak, zelo Sherlock Holmes varianta, samo da je Holmes in Moriarty isti človek. Večino časa. Mind blown. Ja. Ne, meni je bilo zelo zanimivo, film je v redu pelil skozi, pa v animu mi je bilo krasno, ker je tale death metal intro, Japanese death metal To je intro res, je to. Mislim, da je na Netflixu, če se ne motim, Death Note. Ja, obstaja tudi film Pa Death film, Note ja. Netflixov, ki pa... Nisem ga gledal. Ki pa, ja, vsi so ga Mislim, tudi tak precej je Ghost in the negativno Shell film ameriški, je ful boljši. Battle Angel Alita level. Ja. Pol bo sneti všeč. Ja. Sneti, ta je zate. Skratka, jaz ponavadi, ko me vprašajo za to, vedno priporočam isto in tudi zdaj bom, pač to je Full Metal Alchemist, in mango in anime, oziroma obe mangi seriji, ki sta, imate Full Metal Alchemist in Full Metal Alchemist Brotherhood. Zdaj, če me na pamet vprašate, še zdaj ne morem skužiti, katera je katera. Zgodbi sta zelo podobni, razen na koncu se malo razlikujeta, in pa obe imate na Netflixu, tako da lahko probate. Je pa tako, da ena ima ful boljšo zgodbo, ena pa ful boljšo animacijo. Zdaj pa jaz jo ne ločim več med sabo in obe sem pogledal in obe sta super. Skratka, ampak je res tako, do neke točke imata zelo isto zgodbo, potem pa ena gre ful drugo smer, druga pa v drugo. Je pa pravzaprav pripoved spet nekaj kiberpunkovskega takole, pač pridemo v kot nek fantazijski svet, v katerem alkimija živi ob nekem steampunkovskem svetu. Nekima 2 bratoma pač umre mama, ki je skrbela za njo, foter je nekje, bog ve kje, in jo skušata obuditi od mrtvih z alkimijo, kar je pač eden prepovedan tabu, pač tega ne smeš niti probati. In v tem procesu eden od njiju zgubi roko in nogo in ima zdaj meka roko in nogo, drugi pa celo telo in ga brat pravzaprav reši s tem, da njegovo duh veže na ogromen oklep. Skratka, imamo enega mulca in en prazen oklep, ki ga vodi pač ta duh tega njegovega brata in ta oklep je pravzaprav njegov mlajši bratec. Ne? In potem pač ju zaposli vojska, ki zaposluje alkimiste in znotraj vojske dobivata neke misije, ki jih rešujeta, hkrati pa več čas skušata vrniti telo mlajšemu bratcu. In je taka zelo zanimiva pač zgodba. Meni sicer konci obeh niso toliko všeč, no. Ena serija, mislim, da je to zdaj res Full Metal Alchemist Brotherhood, se nadaljuje še z 2 filmoma, oziroma celovečernima risankama. In zame je to pač ena najboljših. No, tako. Je na pol tako otroška, hkrati pa ima pač te zelo velike teme v sebi. Obe dobite na Netflixu, skratka, in lahko pogledate in se prepričate sami, kaj sem vam pravkar povedal. In smo že v rubriki... Smisla še Berserka. Ja, Berserk je tudi ena mojih najljubših, ampak tle sem se vseeno odločil za Full Metal Alchemist. Pa Full Metal Alchemist sem ful več prebral mange, tako da mi je tudi manga super. Tam pa nisem, tam imam sem 3 dele, sem enkrat prebral, tako da nisem dalje. Sem mislil, da bi mogoče ne preločil obe med sabo. Skratka, in smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, poslušamo. Tanja si je nekaj zapisala, nekaj zelo zabavnega, draga Tanja, tako da, kaj ti gledaš, bereš in poslušaš? Nimam časa za prostočasne dejavnosti. Zato, ker sem se odločila svojo dosedanjo karierno pot
speljati v neke druge vode, se pravi iz kulturne produkcije, s katero se ukvarjam, plavam v polje kulturnega menedžmenta. Jaz kot družboslovka, ki nikoli nisem v življenju imela stikava z ekonomijo in podjetništvom, se zdaj na stara leta, to je zdaj stočnica za vas. Nisi tako stara, ne, to pa res ne. Si mlajši od nas. Ja. Odlično. Jaz gledam razvalina. To je res. Tako res. Ja. Mislim, da tebe res ne rabimo to lažiti. Mislim, ne moramo te, no, gledaj, pač malo resnico ljublja moramo imeti v tom podcastu. True that. Ja. Skratka, čudovita druščina so, dragi poslušalci, tile moji 3 sogovorniki. Skratka, odpiram si neke nove karierne poti, poklicne, zato mi zmanjkuje resnično časa za konzumiranje zadev in sem potopljena v neke čisto druge sfere. Ukvarjam se pa s kulturno produkcijo, to seveda in stripi ostajajo in znanstvena fantastika ostaja moj interes. Nimam pa časa, tako da nič ne morem, kaj trenutno berem, poslušam, nič. Ne. nimam tu materijala. Obstaja kakšna knjiga, kulturni menedžment za telebane? Kreativne industrije in tako naprej. Udeležujem se različnih izobraževanj, ker nimamo v Sloveniji kvalitetnega, nimamo sploh študija kulturnega menedžmenta. To pa je polje, na katerem jaz orjem ledino, v Mariboru sploh, v Sloveniji tudi redko kdo razume to besedo kulturni menedžment, kaj to dejansko je. Zato sem kar malo v nezavidljivem položaju in orjem, torej prebijam se skozi različno literaturo in različna izobraževanja, ki se nekako vsaj tega dotikajo, da potem vidim, kam me spelje, in tudi svoji 2 deklici bom, ki že zdaj kažeta seveda skozi mene afiniteto do kulturni dejavnosti, ju bom pa probala usmerjati vsaj v smer ekonomije, ne? Ker vemo, da kultura kot taka ne prinaša eksistence. No, saj, v Sloveniji trenutno se kulturni menedžment razume tako, kot ga MK razume. Kako da čim manj? Skratka, mi smo tako, kot en anime, zelo pozitivno zaključujemo tole epizodo. Na srečo smo mi pogledali toliko več. Igor, kaj si ti pogledal zadnje dni? Ja, pogledal sem prebral, 2 otroški zadevi, oziroma ena je tako bolj najstniška, Enola Holmes, lušno, zabavno. Priporočam, pač temelji na knjigah, v katerih je ideja, da je mlajša sestra Sherlocka Holmesa tudi sama postane detektivka. Mycrofta Holmesa, ne pozabiti na njegovega brata. Tukaj je Mycroft predvsej neumen, ne samo Sherlock, pa ona sta brihtna, pa mama je tudi genij. Zdaj glavno vlogo igra Millie Bobby Brown, ki jo poznate kot Eleven iz Stranger Things. Tetovaža Eleven je direktno povzeta po Akiri. Ja, ko imajo. Zdaj sem povezal, ko si omenil, ja. Akira ima 11. Ne, ta stil, ki ga malo direktno callback, no, Akiro. Ja, ker oni so številke, ne? Ja. Oni so številke. Isto, kada eksperiment vlade, ki bla za psi. Zelo podobna tema, mar ne? Ja. Kdo bi si mislil, da kje so to ukradli? Pa oni so tudi biker gang, ampak na motoristični. Wow, pa res. Wow, torej v bistvu Stranger Things so Akira. Wow, meni je mind blowalo, res. Ja. Ona igra pa tale Henry Cavill igra Sherlocka, tako da je super Helena Bonham Carter igra mamo. Mislim, zelo zabavno lahkotno zadeva za najstnike in starejše. Mislim, tudi dost mali lahko gledajo. Druga zadeva je pa Roka spreminja svet. Je pa adaptacija Pike Nogavičke, ki je postavljena v sodobnem Hamburg, pa to je zdaj nekaj, kar bom povedal, pa se vam bo zdelo obupno, ampak bom vnaprej povedal že, da film to v redu izvede in sicer Pika postane influencerka. Ne zabavam se, video dela. Jaz sem proti temu, no. To pa res ne vem. Ne, v bistvu a prodaja z okne ali kaj? Ne,
ona ugotovi, da njeni vrstniki to počnejo. Na različnih hribih konja drži na glavi. V insta pozah. Ugotovi, da njeni vrstniki to počnejo in da je to edino, kak prideš v stik lahko z njimi, in potem ona je pač na začetku pristala avion, s katerim je prišla v Hamburg, ker pač so vsi ostali zboleli gor, in je Airbus pristala, še omeni nekako, da Boeing gre boljš kot Airbus. In potem ima video tega, kako pristaja, in to da kot svoj prvi video, zato da postane slavna, da z naslednjimi pove, kak je problem z brezdomci in kako bi ljudje se morali pač družba bolj ukvarjati z njimi in tako dalje. In pride do tega potem buljanje med vrstniki in dejansko si naredi pač cel pristop, kar ni najbolj pika nogavička approach, ampak v končni fazi kar verjetno deluje. Ja, pa to je še lušno, da njen fotor, ki ga ni, je astronaut na ISS-ju. To ni mornar. Ne. Pa ponovno berem The Stand, ker je bil full chip na Kindlu in ker sem ugotovil, da dejansko verzija, ki sem jo prebral v mladosti, je bila ta prva edicija, ki je full krajša, in zdaj berem ta polno, kjer sem pa najdel eno full lušno napako not, zato ker King je, ko je updatal verzijo 10 let po izvirniku, se odločil, da bo tudi prestavil 10 let v prihodnost. In potem je pač vse, mislim, torej zadeva se dogaja leta 90 namesto leta 80. Ne? In je vse letnice, ki so not v knjigi, šel lepo sproti večino kulturnih referenc, razen tam en tip omenja leta 90, da je nekaj tak fajn, kot da bi seksal z Raquel Welch. Leta 90 je ena zvezdnica iz srede 70-ih. Ja, no, glej, no. Mislim, moral bi dati not, ne vem, Samantha Fox, Kim Basinger ali pa Cindy Crawford, ampak ageizma udarjali, mogoče pa. Ja. Kako bi to prevedel? Se mi ni bila dovolj znana, da bi jo dal kot kulturno referenco. Leta 90, to je bolj problem. Ne vem, kak je Raquel Welch gledala pol. Tako da je. No, to. Seveda gledaš to, bereš to zato, ker pride serija v kratkem. Ja. No, tako da smo tudi za plus, to. Pač ena najboljših stvari, ki jih je King napisal, teh, vse apokaliptičnih, tega. Dobar. Mita? Ja, zraven te svete trojice, ki jo trenutno gledamo, ne, torej Raised by Wolves, Lovecraft Country, pa The Boys. Edino, kar sem imel čas, je noter, sicer ni žanrsko, ampak I Think of Ending Things od Kaufmana. Ki me Tina presenetila, da ima to pogledati, pa noben od nas ni imel blage, kva gledamo, ali kaj se bomo spravila gledati, in tako po uri, pa pol smo what the fuck je to. Ni bilo slabo, je pa tako zelo gosto, zelo zmedeno na cajte. Ne bom rekel, da je briljantno dobro, ali pa nekaj najboljšega od njega, je pa tako, zahteva ponovno gledanje, pa ne vem, če si bom vzel čas še za eno novo gledanje. Je pa ena od redkih zadev, ki jo poznam, da je izmišljen fantazijski lik glavni lik. In to mislim, da maksimum, kaj lahko povem, brez da spoilam za neko zadevo. Ker tako sem jaz razumel za ta film. Ni nujno, da je ta interpretacija drži, ampak mislim, da pač ta lik, ki je glavni, ona, ne, da je izmišljena. Da je v bistvu figment of imagination. Drugače pa to tako zmedeno, vse skupaj to srečanje z njegovimi starši, pa potem kar naenkrat prelevitev v filmskega kritičarko iz 70-ih, pa potem na koncu neka končna scena, ki se zaključi v baletu in je tako vse fantastično in čudovito posneto, ampak mislim... Pa pujs, seveda, animacija kar vmes, pojejo, kar Beautiful Mind imaš vmes, ta končni govor. Tako ful je bizarka, zanimiv za pogled, ampak ja. Ne, mislim meni se je zdelo, da je dost preprosta interpretacija vsega skupaj, da je on, ki je pač na koncu svoje življenjske poti, vidi pač ta janitor, torej, vidi vse potencijale, ki jih je imel kot mlad človek, vključno skozi njo s potencialom razmerja, ki je ena ženska, ki jo je nekoč srečal in jo potem amalgamira z liki, ki so iz TV serij, z Pauline Kiel, ki je prebral njeno kritiko in z vsem tem.
pač vsa potencijalna življenja, ja. ki bi jih lahko živel znotraj tega, kako pač sem pa tako razumel, da nima življenja. on se smatra kot neki asocialni genij, ne da na koncu življenja, ampak da nekako skuša v razmerju, kjer je trenutno, ampak to razmerje je imaginarno, si predstavljati, kam vse bi lahko on inštaliral. On je star. Ne, jaz sem razumel, da v bistvu, to sem jaz razumel, da v bistvu kao, ne da je star, ampak si projicira se navzven. Aha, da si tudi naprej projicira. Ja, in da pač skuša razumeti, kako bi ga nekdo zadovoljil, ampak hkrati je pa tudi ta fantazija ga razočara non-stop. In je tak kar mindfuck. No. Mislim, težek film. Za budnost. Priporočam. Težek film za budnost, poleg to pa je. Moraš biti full fokusiran in gledati in si sproti. Je pa, zopet z mojega področja, pa če tehnično je zelo dovršen. Hoffman res ne razočara s tem, na tej ravni, no, res ne razočara. Pa všeč mi je, en full dober joke je noter, katare janitor gleda nek romantičen film, pa se kar naenkrat na televiziji zajtrk pa neki, pa gleda neko romantično brezvezno fora ala When Harry Met Sally varianta, kjer se on dere pred kafičem, ljubim jo in se konča film, napiše Robert Zemeckis. In je tak nek joke na to, ker Robert Zemeckis nikoli tega ne bi naredil, tega, ali pa bi, in je celo ga prosil, če lahko ta joke noter vključi, da bo njegovo ime in je biči za. Tako, mislim, zanimiv film, zanimiv. Okay. No, jaz sem tudi kar nekaj pogledal, ker sem imel prejšnji teden dopust, tako da sem uspel pogledati Mission Impossible 3, 4, 5 in 6 še, ker sem na zadnje... Kjer ti je najbolj? Težko bi se odločil, mislim, da mi je najbolj všeč po mojem Ghost Protocol, zaradi une scene pač na tej najvišji stavbi na svetu, v Abu Dhabi, je to v Abu Dhabi, ne? Tam je bilo kar zabavno, ampak predvsem mi je to... Zdi se mi, da je fino, da je film malo samoironičen. Mislim, da iz filma v film vidimo bolj pač to, že prav se potrudijo, da Tom Cruise izvaja vedno hujše in vedno težje pač te stante in tudi uporabijo to v filmu noter, da pač ta Ethan Hunt je vedno bolj presenečen, kaj vse se mu lahko zgodi. Skratka, ko pride v uno stavbo in enkrat ugotovijo, da ne morajo nikakor do njih kompjutera, razno od zunaj. In ga prav vidiš to njegovo nevero, zdaj bom splezel gor očitno. In se mi zdi kar, glede tega kar kul, no pa tudi zadnji del, zadnji tam z Cavillom, ne? Tist fight na kopalnici mi je super, ker dva napadete enega in oba sta badass, pa pogotoviš, da motherfucker je pa še večji badass od njiju in jo skoro oba premlati, no, tist mi je bilo the best, no. Ta akcija se mi zdi je kar okej. Potem sem pogledal Batman vs. Superman, Dawn of Justice, končno sem se opogumil, pogledal 3 ure tega filma, tako kot sem napisal na Letterboxdu, sploh ni toliko slab, razen da je neumen. Pač, ni slab film, akcija v redu, všeč mi je Batman, ker je tako telesen, res to je tle Batman, ker je cinik, toče po ljudeh, ubija jih, strelja jih, ne veš zakaj sicer. Še enkrat vidimo, kako pade v uno jamo in stvari, ki smo jih že 1000krat, ta foter. Jaz res mislim, da je smrt pač Wayna ena največkrat smrti, ki smo jo največkrat videli v ne vem koliko interacijah v filmu. Čist nepotrebno. Ja, čist brez veze, ker vsi vemo, kdo je Batman, ampak ne zvemo pa, zakaj on tak cinik, kar naenkrat in tako. Ampak se mi zdi ta osnovni problem, Superman rabi samo en mal push, pa je recimo njegove collateral damage je lahko pač velik in tako, to se mi zdi pa super in škoda, ker niso tega malo boljše razdelali in da na koncu mora on ugrabiti njegovo bogo mamo in da pač obe mami imata isto ime in je kar Batman enkrat, v redu, pejt in živi. Ja, to mi je malo. To je prav ono, tako sem se zdaj rekel, kaj je safe for this year? Skratka, to mi je bilo malo tako, potem sem pogledal... Ko se pojavi Wonder Woman, pol čist takrat film actually picks up. Tam je tisto, čeprav tisto ork kinda looking thing mi je to bilo malo too much. No, zgleda pač Lord of the Rings. Abomination. No. Ja, pa še ta konec je zelo tako Lord of the Rings in razvlečen malo. No. Skratka, naslednji film, ki ga gledam, je Suicide Squad, mislim, da že ta vikend. Pol imam The Devil All the Time, sem pogledal na Netflixu, je imel premiero 16. septembra, tudi takrat sem ga pogledal, takoj.
Gre za en zanimiv film, v katerem spoznamo pač malega Toma Hollanda, ki je pol še vedno mali, pač meni zmeraj zgleda, da je star 15. Sem tudi sicer gotovo, da je neki tam 30, okrog manj kot 30, eno mulci, ampak skratka njegovo zgodbo, njegov foter in kako je njegova mama umrla za rakom, kako je foter molil in njega silil v neke že zelo tako religiozne blaznosti, da bi pač kao preprečila smrt mame, potem pa pač tudi foter naredi samomor, zdaj mislim, da vam nisem nič s tem spoilal, in Tom Holland pač odrašča pri babici, in potem so še ene 3 zgodbe o nekih serijskih morilcih, skratka, ful je nekih zgodb o morilcih, živimo v nekem svetu ameriškega juga, ki je čist pokvarjen, vsi so versko blazni, tudi župnik, ki ga Pattinson je seveda baraba, tako da imamo to. Najboljši plus tega filma je Pattinson, pač ta njegov del in on odigra fenomenalno in je super, ampak ga je premalo v filmu in ta pač mal mi razleti film na vse strani, predvsem me pa izredno res moto ta naracija v ofu, ki ne doda ničesar. Meni se ni zdelo, da mi je blazno dodala, mogoče je super, ker je pač to po romanu in je avtor romana, to pač naracijo, njegov glas je, ampak ne vem, no, vse, kar niso mogli dati v film, kar niso zmogli prikazati, so dali v naracijo. In v resnici nobene psihološke globine nimajo liki, razen to, kar o njih pove. Ti tega nič ne vidiš. Vse se dogaja, vse je na dogajanju, vse je na umorih, na ne vem tem, pa še tudi to ni zdaj nekega blaznega premika in mene ni tok na dušo, moram priznati, da mi ni. Naracija, slišiš naracijo, si kdajkoli rekel, to pa dobro. Ja, ampak ne, je res preveč, to moraš res gledati, to je film, ki je skos, to je skos pač na vsake par minut se ta naracija pojavi. Pri Enoli Holmes je tudi veliko naracije, ampak ona govori v kamero. Je dobro, to je drugo, Ja, to je malo bolj aktivno. Mislim, da mora biti vsak Terence Malick. Ja, no. Pa začel sem The Seven Deadly Sins, en anime, ker sem ravno zaradi Akire se rekel, zdaj bi pa jaz en nov anime pogledal. In pogledal sem 3 dele tega in je sam tako čudno. No? Skratka, lik, ki krade ženski, ki je domneva mladoletna punca, hlačke. Pa še princesa. Ja. Velik pujs za hišo na sebi, ker zgleda en polž, še en majhen pujs, s katerim se pogovarja. Tip ima odprto gostilno, v kateri ne zna kuhati in pač vsi po enem gržljaju mi je slabo, ima pa najboljše pivo, prodaja tam okrog. In so pa ti neki sveti vitezi, ki so notro peljani, pač imajo ful neke super moči in je tako res fantastično zagledati. No. Čeprav je mal kidi verzija, ni to krvi. Te fajti so v končni fazi tako, ni fuzbal. Ja, kar mal trajajo. No. Skratka, ampak tako, pogledal sem par delov in bom po moje gledal še kar je pa tega ful. Na Netflixu. Ja, okay. In ko sem ful tega, ker sem začel, sem šele gotov, da je ful tega. Da, mogoče ne najboljša stvar za kratek ogled. So pa 20-minutni ali še krajši. Ja, pač se tako, se anime so si večinoma tam 20 minut. Tako da tole sem začel, tako da za tiste, kakšno stvar bom pa prihranil tudi za naslednjo epizodo, ker imam še nekaj tega, sem začel gledati. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 59. epizoda, naslednja je 60. Poslušali ste torej podcast za tiste, ki ne znajo šteti. Mislim, zdaj smo pa že z epizodami toliko daleč, da ljudje že ne znajo sami prešteti. Skratka, poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Tanja, sama si je dodala ta nadimek The Pink One, Cvitko, jaz pa sem dodal, skratka danes Tanja, mogoče vam bo še žal, da ste me povabili v podcast Cvitko, potem je Mito, nepremičninski agent Gegič, Igor, motorist Harp in Hvala, Igor. In Aljoša, droge, hrlamo. Tole epizodo smo znova posneli v Kinu Bežigrad, našem najljubšem kinu, ki je te dni znova odprl svoja vrata, mislim, da je že to kar nekaj dni. Filmi se vračajo v kino, tudi vi se lahko ob upoštevanju vseh samozaščitnih ukrepov. Če vam je bilo všeč, nove mutante gledati? Lahko gledate nove mutante, v Kinu Bežigrad jih imate, lahko še vedno Tenet, lahko še enkrat Tenet, temo tako. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nanj preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov. Dajte nam kakšno oceno na iTunesih, spremljajte platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh začutili, da imate telekinetične sposobnosti,
pridite do mene, za minutko rabim, da mi dvignete kavč v dnevni sobi, da pobrišem prah izpod njega, že vnaprej, hvala lepa. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku smo kot podcast KM, obot brez pikic vmes, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolice, novice, druge zanimivosti in tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, recepte za suši, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila druga epizoda, druge sezone, mi smo res nazaj in se poslušamo znova čez 2 tedna, ko bomo govorili o, ne vemo še čisto dober, kar nekaj možnosti je, kar nekaj tega je, kar gledamo, spremljamo, kot ste slišali. Poslušajte na naslednjič, da boste zvedeli, o čem bomo govorili. In obodovke in obodovci, zdaj sem pa tle, še imam star podatek, poslušamo se torej spet 13. oktobra. Če sem prav izračunal. Skratka, 13. oktobra se spet poslušamo, o čem bomo govorili, boste zvedeli takrat in pa do takrat imejte se radi, ampak samo zaščitno. Mislim, imejte se radi sebe, domnevam, hočem povedati. Ja. Druge pa samo z razdaljo in maskami. Tako. Not in a stalky way. Ja, prosim, ne. Pa ne krast hlačk najstnicam. Ali komorkoli. Ja, mislim, da to pa res ne smete. No? Skratka, oktobra se spet poslušamo, to smo bili mi in to je bila tudi Tanja, je bila gostja in hvala in lepo zdrav. Sayonara. Konec!